cenjeni prostovoljci, spoštovana gospa Vlasta Nussdorfer. Prisrčen pozdrav vam izrekam na današnji svečanosti, ki je namenjena Mednarodnemu dnevu prostovoljstva in Mednarodnemu dnevu invalidov. Združeni narodi so oktobra 1992 razglasili 3. december za Mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in s vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko prispeva svoje najboljše moči in bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Mednarodni dan prostovoljstva, ki ga praznujemo prav na današnji dan, 5. decembra, je prav tako razglasila Organizacija Združenih narodov in to natanko pred 33 leti. Od takrat vlade, Združeni narodi, civilno-družbene organizacije in prostovoljci iz vsega sveta praznujemo. Organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, še posebej na ta dan pokažejo javnosti, kaj so prispevali s prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja. Ti cilji so zelo različni, a hkrati imajo vsi en sam cilj – pomagati. Za besedo o praznovanju prosim gostitelja tega srečanja, Mirana Gorinčka, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane gospe in gospodje, prostovoljke in prostovoljci, prisrčno vas pozdravljam na tem velikem dogodku za našo občino, ko gostimo polno dvorano Konjičanka, prostovoljk in prostovoljcev in hkrati človeka navdaja še posebni trenutek radosti ob tem, ko se spomni, da ste tukaj prisotni samo predstavniki tiste množice prostovoljk in prostovoljcev, ki delujejo v naših krajih. Pred časom sem na enem izmed srečanj z starejšimi občani zasledil podatek, da samo prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa območnega združenja Slovenske Konjice so v letošnjem letu opravili 18.000 prostovoljnih delovnih ur. In če k temu prištejemo še tiste ure, ki ste jih opravili v Karitasu, v društvu upokojencev, v skoraj 1000 članski množici gasilcev, civilni zaščiti, potem vidimo, da smo kot družba zelo napredovali. Ne moremo meriti napredka samo po novogradnjah, po kilometrih asfalta in še po kakšnih drugih pridobitvah. Ravno to, čemer smo danes priča, je velik dokaz za to, kako smo napredovali v zadnjem obdobju. In če se samo spomnimo, v letu 2011 smo takrat kot 13. občina v Sloveniji postali občina po meri invalidov. Približno 10 let nazaj smo uvedli tolmača za znakovni jezik. In še bomo naštevali vse tiste pridobitve, za katere ste pravzaprav vi sami najbolj zaslužni. In vam se moramo najbolj zahvaliti za to, da lahko rečemo, ja, smo družba prijaznih ljudi. Pa vendar se moram v tem trenutku zaustaviti na enem dogodku, ki ima korenine v kakšnem letu dni nazaj, ko nas je obiskala gospa varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer, in takrat je ugotavljala, da v naših krajih imamo potrebo po brezplačni pravni pomoči
za tiste, ki jo pač potrebujejo. In takrat je na našo prošnjo gospa Lidija Pratnemer takoj ponudila to pomoč in z veseljem brezplačno, zares brezplačno, upravljala to delo, vse dokler ni ta zloba iz maja napisala eno takšno pismo, ki ga meni nikoli ni pokazala. Tako je bilo sram. Gospa Lidija Pratnemer, jaz sem na tem mestu v imenu celotne lokalne skupnosti opravičujem za to, da ste morali doživeti takšno ponižanje, kot je ta brezvestnež pisal v istem pismu. Hvala tudi za vas trud, za delo kot predsednica v Svetu za invalide in za vse dobro, kar ste storili za dobro invalidov, za dobro prostovoljcev, za dobro lokalne skupnosti. In vedno je tako, in vedno je tako, da se običajno, nažalost, v slovenski družbi takoj pozabijo pozitivne stvari in vedno se iščejo morebitne napake koga. Iščejo se negativnosti. In jaz se vam na tem mestu, ker ostajam na mestu župana še nekaj dni, zahvaljujem za vse tiste trenutke, ko smo se srečevali, ko smo znali drugemu pomagati in povem vam, da sem ponosen na to, kaj smo v zadnjih 12 letih ustvarili ravno na področju prostovoljstva, pomoči tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. In seveda odhajam z dvignjeno glavo, veliko smo skupaj naredili in vesel bom, ko se bomo naslednjič zopet srečali. Vsem skupaj pa iskrene čestitke tako ob dnevu invalidov kot ob dnevu prostovoljcev. Ljubne besede za vaš pozdrav. Današnji osrednji glasbeni gost pa je Konjičan Mitja Drozg, pianist, ki je svoje znanje pridobil na konzervatoriju za glasbo v Celovcu. Izvolite.
Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost. Izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni. In danes je na naše izjemno veliko veselje z nami gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije, ženska z velikim srcem, izjemnim občutkom za pravičnost in dobro. In zlasti slednje je vzela kot svoje življenjske vodilo delati dobro, delati za nebogljene, siromašne, zapostavljene in tudi bolne. Gospa Vlasta Nussdorfer. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, leto kasneje postala pripravnica na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu. Po pravosodnem izpitu namestnica javnega tožilca. Ob reorganizaciji tožilstva okrožna državna tožilka, kasneje vodja oddelka za mladostniško, družinsko in spolno kriminaliteto na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Nato je delala kot višja državna tožilka in še pred sedanjim službovanjem varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije postala vrhovna državna tožilka Republike Slovenije. Je tudi predavateljica, publicistka, pisateljica, kolumnistka in humanitarka. Kot državna tožilka je v okviru državnega tožilstva, državnih tožilcev Slovenije, Društva državnih tožilcev Slovenije, ki mu je predsedovala kar 6 let, leta 2003, dala pobudo za ustanovitev Belega obroča Slovenije, Društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki mu je predsedovala do nastopa funkcije varuhinje. Ustanovila je tudi 2 sklada, Plamen dobrote in Hipokrat. Z zbranim denarjem je pomagala vsaj 1000 družinam. Tudi njena bibliografija je izjemno bogata. V 10 letih je napisala 10 knjig, katerih izkupiček je venomer šel v dobrodelne namene. V letih 2006-2018 je bila vsako leto, vsa leta zapovrstjo, izbrana med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. V Evropskem letu prostovoljstva je bila ambasadorka prostovoljstva v Republiki Sloveniji. V letu 2012 pa ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Je tudi ambasadorka branja ter pokroviteljica številnih dogodkov in projektov v Sloveniji. V okviru institucije varuha se letno udeleži ali izvede preko 400 različnih dogodkov. Mnogi so namenjeni prav ranljivim skupinam, ki jim posveča vso posebno pozornost. Sedaj pa se zaslužim, da je nekaj. Spoštovana gospa Vlasta Nussdorfer, iskrena hvala, da ste se odzvali današnjemu povabilu in da boste danes z nami delili vaša razmišljanja, vaša znanja, občutja ob tem našem današnjem srečanju. Iskrena hvala še enkrat. Lep pozdrav v to krasno dvorano. Zelo sem vesela, da sem danes tu. K sreči ste me povabili dovolj zgodaj, kajti sedaj ne bi mogla priti toliko dogodkov je v Ljubljani, ampak prvi, ki povabi, je vedno prvi. In tako sem tu, ne glede na to, kje se kaj dogaja. Ljudje pač morajo sprejeti, da ne moreš biti v enem trenutku na več koncih.
Ko ste prebirali vse to, sem si rekla, joj, upam, da kmalu konča, kaj si bodo ljudje mislili o meni, toliko dela, vsega, niti ni bilo potrebno, kar preveč ste prebrali. Sej, gledajte, dela sama govorijo, ljudje te poznajo po tem, kar narediš, vse te zgodbe, službene, so pa seveda tudi, z leti pride tudi to, če si dovolj dolgo živ in delaš. Danes je gospa Vlasta Nussdorfer dala prednost nam, Konjičanom, pred samim predsednikom države Republike Slovenije. Bila je namreč povabljena prav njemu na sprejem prostovoljcev in tudi to nam je veliko čas. Jaz bi pa začela takole. Poklicna kariera kot iz filmske zgodbe. Nekakšno logično sosledje poklicne poti, ki vas je vodila vse do varuhinje človekovih pravic. Pravzaprav, kaj je varuh človekovih pravic? Lepo je pravzaprav končati svojo kariero na mestu, kjer imaš pregled na celotno državo. Nikoli si nisem mislila, da bom varuhinja, kajti bila sem od prvega dne tožilka. Seveda pa je tožilstvo organ pregona in zato, ker preganja storilce kaznivih dejanj za žrtve v imenu žrtev, sem bila zelo vesela, da sem lahko ustanovila po vzoru sosednje države Beli obroč, torej Avstrije, ki je nekako nadgradil to moje delo na tožilstvu. In potem seveda po tolikih letih, to je bilo januarja 2013, me je predsednik poklical in rekel, da bi me predlagal za varuhinjo. Nisem bila med kandidati, ki so se prijavili, vendar za varuha je potrebna dvotretjinska podpora. Edino pri spremembi ustave, fiskalnem svetu in varuhu moraš zbrati 60 glasov. To je pa kar težko. No in potem sem prišla na to funkcijo in šele tedaj videla, kaj vse varuh počne. Seveda me je pričakal kolektiv, najbrž sem ena redkih, ki nisem nikogar s seboj pripeljala. Šla sem kar sama, prinesla eno tako škatlo in rekla, tukaj je, napišite svoje želje, pričakovanja. Tako da malo spoznaš ljudi, so res pisali in tako sem ugotovila, kaj vse se dogaja v kolektivu, kaj bi želeli, kako. No, potem so se pa začele poti in moram vam povedati, no, to je tako luštno povedati. Ko sem bila tožilka, sem seveda kot organ pregona preganjala tiste, ki so storili kazniva dejanja. In točno tik preden sem nastopila funkcijo varuhinje, so v nekem mediju zapisali, da bom težko varuhinja, ker se na Rome spoznam predvsem, ker so bili storilci kaznivih dejanj in da jih ne bom mogla zagovarjati. Malo seveda mi je seglo do srca in sem rekla, vidiš, kot varuh boš moral pa zelo široko delati vse skupine, tu ne moraš reči, ta je storilec dejanja ali ne. No in prvo vabilo, ki sem ga dobila, to je bil marec 2013, je bilo povabilo v Mursko Soboto na dogodek v zvezi z Romi. In si rečem tajnici najprej, a to gremo, a ne, varuh gre, ja, to morate odločiti, se veste, na začetku ne veš, a bo šel kar na vse, kar te povabijo. Kaj pa se tam dogaja, ja, rekla, malo si morate prebrati, kaj že varuh o Romih naredil, kaj poročal, potem boste imeli pa in govor. In jo seveda vse to lepo preberem, res je bilo marsikaj novega za mene. In lepo govorim, ampak ko sem se vračala, zdaj se veste, da je vse sodobno, pogledaš na telefon in že vidiš, kaj piše o tebi. In veste, kaj je pisalo? Še ena, ki se bo ukvarjala izključno z Romi. Jaz rekla pa, kako zadovoljiti te ljudi najprej, da nič ne vemo o Romih, zdaj pa samo z Romi. Tako da, gledajte, varuh je institucija, ki nadzira državo, tudi lokalne skupnosti, torej celoten državni aparat, kako dela, a dela dobro, kje so napake proti ljudem. Torej, ljudje prihajajo k nam
pišejo, danes je ena gospa rekla, da jo moram nujno poklicati, če ne bo šla v medije, ne vem, kakšne probleme ima, z enega drugega konca in se enkrat sporočite, da sem v avtu in da odhajam na dogodek, jo bom pa jutri. Torej, ljudje nam pišejo, nas kličejo, imamo dežurno službo, potujemo po celi Sloveniji, ne samo dogodki, ko sem res obiskala tudi občino Slovenske Konjice in župan je res takoj potem poskrbel za to brezplačno pravno pomoč. Jaz sem to celo včeraj v neki oddaji, ki bo šele v ponedeljek, ker je dan človekovih pravic posebej pohvalila, ker me je vprašal novinar, imam kaj za pohvaliti in sem 2 občini pohvalila. Torej, poglejte, ko potuješ, zveš, kaj ljudje rabijo. To so čisto vsa področja življenja. Taka, ki jih nikoli nisem poznala od gospodarskih javnih služb, ampak ne sme biti pa zasebni sektor. Mi nismo pristojni, če se 2 prepirata, če imate z zasebnim podjetjem probleme, ampak ko vstopite v pravdo, ko pride inšpektorat, ko morajo poseči inšpekcije, pa tudi varuh začne nadzirati. Torej, v našem poročilu ocenjujemo državne institucije, vsa ministrstva, tudi jih pribijamo nekam, ker smo uvedli celo seznam kršiteljev in kršitev. Seveda, za marsikaj ne izvemo, mnoge stvari odpiramo na lastno pobudo. Lansko leto, recimo vse te požare, kjer je gorelo, sem že zvečer pisala pristojni namestnici, jutri odpremo spis. Zato, ker je gorelo, je smrdelo, je bilo ogrožujoče za zdravje, nismo vedeli, a se je ta lokalna skupnost dobro odzvala, kako je podjetje tako v zasebni lasti običajno, ampak kako je za ljudi, se veste, kaj vse je pisalo. Potem so področje zdravja, snoči so spet govorili o inštitutu, kot veste, za srčne bolezni. Vse to poslušam, vsa poročila, če le moram ali na radiju ali v avtu, kamorkoli grem, preberem in potem ocenjujem, kaj je tisto, s čimer bi se ukvarjali. Tudi izkoriščanje delavcev, nespodobne prakse, inšpekcije, zdravje, okolje, področja, starejši otroci, letos smo posvetili leto starejšim, 2018, in tudi v petek, ko imamo praznovanje pred 10. decembrom, za vse goste, ki pridejo, bomo nastopali, bodo starejši, ker se mi zdi lepo, do zdaj so otroci s posebnimi potrebami. Zelo sem vesela tolmačenja, to moram reči, da sem vedno pozorna na vse skupine ljudi, ki rabijo dodatno pozornost. In kadar zasledim, da so pozorni na nje, pohvalim, včasih pa opazim, da to manjka na dogodkih. Zelo smo se trudili, da je tudi televizija se izboljšala, pristojni smo do javne televizije, ne do zasebnih. Vendar, če pišeš o javnih, potem vejo, da morajo upoštevati tudi zasebniki. Skratka, vse skupine, ki so bolj ranljive, otroci, invalidi, starejši, ravno kar smo imeli, jaz sem sicer morala iti na Branju prijazno občino v Velike Lašče v ponedeljek, se je pa odvijal posvet na SAZU-ju o tem, kako poimenovati invalide. Kot veste, je sporno, so invalidi ali kaj drugega. Tako da ti dnevi so tako polni. Sinoči sem bila na enem dobrodelnem koncertu, ki se me je tudi zelo dotaknil, čeprav sem pokroviteljica mnogih, ampak zbiranje sredstev za otroke z rakom. Bil je v razprodani festivalni dvorani in zelo me prizadelo, jaz sem danes jutri že imela 2 kolegija v službi in sem tudi to povedala, ko sem videla, da se je zbiral lansko leto denar za postelje, da so otroci na Onkološkem inštitutu v sodobnih in boljših posteljah. Nisem tega vedela, ko sem šla na oder in sem govorila marsikaj o tem, ampak tega ne, ker so šele pozneje pokazali. So mi pa povedali, da se letos zbira denar, zbralo se 10.000 in še nekaj evrov za 3 družine in najbolj me je pretreslo, ko so rekli, da ena družina, ki je že izgubila otroka, ni imela niti za pogreb. In takrat rečeš, bolezen jih je izčrpala, uničila, otroka vzela in potem rabiš denar še za pogreb. Tako da kljub temu, da mora država za vse to bi morala poskrbeti, so še vedno te verige dobrih ljudi, tiste, ki pomagajo, ki vedno pridejo.
ne vem, od kje so vedeli ljudje, da jih je toliko prišlo, da kart ni bilo več. Vsi smo kupili pač vstopanco in je bilo zelo lepo. Jaz se teh dogodkov veliko udeležujem, tako kot ste rekli, sem pokroviteljica, ne vem, ambasador, pa vse mogoče, doskrat niti ne vem, ko pridem na kakšen dogodek, v kakšnem svojstvu sem povabljena, pa mi tam povejo, no. Veste, obljubiš, potem pa čez pol leta je nek dogodek, ampak je zelo pestro biti varuha, veste, moš imeti pa tudi dobre živce. Zato, ker je toliko pisem prej, ko ste rekli, gospod župan, za to pismo, veste, kaj vse ljudje varuhu pišejo. Če nimaš prav neke trdne volje, bi kdaj kar zaprl vse in šel domov. En teden sem imela res hud, tudi po 5 dogodkov na dan in v nedeljo sem šla v službo. Bila je zima, mraz po cesti, ampak v službi je bilo lepo, toplo in sem brala pošto in mi piše en gospod, ne vem, se gledajte, se prav zdaj sem se spomnila, na to je napisal, draga gospa varuhinja, vi, ki ste v topli pisarni, pa se kaj res je, se je 22 stopinj, toplo je. Vi, ki ste tam in sedite blizu korita in še marsičesa, jaz bi vam rekel, pejte kdaj na teren, da boste videli, kako živijo ljudje. Po enem tednu, ker boš rekel, pa to ni več normalno, kar ti delaš. Zjutraj šel v službo, ob 11. po noči domov, celo Slovenijo in potem nekdo, ki morda pa res sedi v topli sobi, ti kar lepo servira, da bi bilo dobro, da greš še manj na teren. Če kdo ga jaz poznam, res, ne samo zdaj, tudi prej. Vsako leto z Belim Obročem smo prepotovali 25,000 kilometrov poleg službe. Služba je bila normalna, že tisto je marsikdo ni zmogel tožilca, 8 ur, 10 ur dežurstva, obravnave in potem še vožnje po celi Sloveniji, kjer sem nastopala tudi v Goricah, sem da se spomnite, ja seveda, to pa čista, 170 ur vsak mesec dodatnih prostovoljnih. Zato vas razumem, zato vas spoštujem, to je največ, kar lahko daš. Nisi plačan, ampak je bogatstvo v tem, da nekaj dobrega narediš. Eni za revne, eni za take, drugačne, bolne, invalide. Skratka, ne moš verjeti, da je v Sloveniji toliko dobrih ljudi, to sem tudi včeraj povedala. Tako da varuh je neka nadzorna, samostojna institucija, nimamo nič s politiko, to kaže tudi to, da te mora 60 poslancev potrditi, če bi bil političar, da bi samo ena opcija in jih ne bi dobil, se veste, da še 46 težko dobiš. Za ministra je potrebno ali vlado predsednika 46, torej nepolitičen, naše odločitve niso vedno vsem všeč, popluva si z leve, z desne, lejte, edino zdaj sem dosegla, mogoče to zato, ker grem, da so me v parlamentu pa čisto si pohvalili konc novembra, smo imeli predstavitev poročila in so vse poslanske skupine rekle, da je perfektno in da sem dobro delala in ekipa seveda, da sama ne moram nič, nas je 40, zdaj že malo več, ampak to je celotna služba. Veste, nisem pa res, kot sem rekla, nikogar sama zaposlila, sem kar uvedla komisijo, tako da se vedno zgodi, to se mi je zgodilo tudi tako nedelje, ker je prišla ena gospa, imamo eno na porodniški in sem malo pogledala, imamo tudi malo tujcev zdaj na obisku, pa sem kar te pa ne poznam, pa sem kar vi ste pa je rekla vaša nova zaposlena. Ja, se kar vidite, ker vas nisem jaz sprejela. Jaz, ker ustanovim komisijo, veste, pa se mi je najlažje, če me kdo na cesti ustavi, moj stric se je prijavil, moj brat se je prijavil. Reče, lejte, komisija in bo odločila. Najboljši naj bodo sprejeti, ne taki, ki jih poznaš, vplivaš. Nikoli nisem besede rekla, nikoga se prav ne zamenjala. Sem pa lejte, jaz sem tukaj 6 let, treba je delati. Če bomo delali, bomo zadovoljni, vedno nisem tudi zadovoljna, ker mogoče po sebi sodim, ker malo preveč delam, veste. Tako da so moji otroci rekli, mami se bojo vdahnili, ampak zdaj, ker se bliža, pa jim je že žal, no. Tako da ne vem, veste, včasih tudi v delu je sreča, no. Ko imaš uspeh, jaz sem jih zelo zmotivirala, no. Predvsem me je motilo, no, in to sem večkrat rekla, da so suhoparni odgovori. Jaz vse podpišem. A veste, kakšen rizik je to?
ti podpišeš vedno izdelek nekoga drugega. Mojih razen nastopov, govorov, predavanj, kolumn ni. Zato, ker jaz ne morem, to 16 tisoč pisanj letno, 4 tisoč pobud rešimo, in kje, jaz imam ekipe za razne zadeve, moraš pa seveda vse poznati, prebereš, kaj mi tudi všeč, kaj prečrtam, ampak strokovno ne moram oponirati nekomu, ki se 10 let ukvarja točno s smradom, hrupom, okoljem in rečem, ne, ta člen pa ne drži. Ko sem enkrat videla Aarhuško konvencijo, ne, to je v okolju, da se mora javnost vključiti, če se kaj v okolju dogaja, sem takoj en A prečrtala, ker sta bila 2. Je bilo pa prav, da sta 2. Je pisali Aarhuška. Pa sem rekla, Marja, kako so se zmotili. Pa sem prečrtala, pravijo, ne, veste, sta 2 A-ja. Tako se učiš. In zato, ko podpisujem tudi izdelke, seveda je rizik tudi kdaj, vse se pokregamo, kdaj imamo debate, kolegih, a je to prav ali ne, ampak potem moraš nek kompromis sprejeti, ne? In vsak dan, ko ljudje pišejo, nekaj pričakujejo. In ta pričakovanja lahko so uresničena, lahko ne, lahko damo prav neki instituciji, včasih spremenimo tudi mnenje, če nas kdo prepriča. Delo je zelo pestro. Krasni odgovori, verjamem, da se tudi po tem odgovoru zaslužijo aplavz. Pravzaprav je gospa varuhinja odgovorila na vsa moja vprašanja v zvezi z opravljanjem institucije varuhinje človekovih pravic. Morda še to lahko vas tudi pokličajo po telefonu na brezplačno 08 15 30 je brezplačna, sicer pa imamo spletno stran, ki jo ta hip zelo prenavljamo, ampak jo res že dolgo. To je težko delo prenoviti spletno stran, meni se dela v redu, ampak ni več tako sodobna, moramo veliko. Mi se zdaj tudi širimo kot institucija, bomo imeli izobraževanje, tudi promocijo človekovih pravic, imamo zagovorništvo, državni preventivni mehanizem in svet varuha za človekove. To je novo. In zato rabimo tudi novo spletno stran, bomo še bolj dejavni, tako da bomo postali najbrž, upam, smo že zaprosili za status A, torej bomo tudi poročali o Sloveniji mednarodnim organizacijam, sedaj smo imeli status B, 22 let se je varuh trudil, da bi se nadgradil, k sreči mi je uspelo, ampak ne zaradi mene, smo imeli tudi srečo Ministrstvo za pravosodje, minister je bil dovzeten in naša dolgoletna priporočila so se leta 2017 uresničila in 1.1.2019 je mejnik, ko moramo imeti vse te enote, vse nove akte, da vam ne govorim, koliko novega dela. Vaš 6-letni mandat se, kot ste že sami omenili, čez dobra 2 meseca zaključuje. Kako naprej? Je še ostala moč za naprej v tej vlogi ali mogoče? Ja, vsak dan dobim kakšno ponudbo. Tako da, gledajte, ko slišim vse, ki so upokojeni in rečejo, da nimajo časa, in včasih nisem verjela, zdaj če dalje bolj. Ne vem zakaj, ampak res naenkrat imaš toliko dela. Mislim, da mi kar nikoli ne bo zmanjkalo. Kakšno knjigo bom napisala, prej ste me malo tudi spodbudili, 10 let, 10 knjig, v zadnjih letih niti ene. Leta 2013, kar sem varuhinja, niti ene nisem izdala, tako sem zamudila. Pisala sem res kolumne vsake 14 dni, tudi danes izide ena, sem jo ravno včeraj poslala. Dotika se bolj nasilja in neke evropske direktive, ker je zdaj so dnevi boja proti nasilju. Pišemo vsem, kar varuh dela. Tako da to je neke vrste knjiga, no, ni pa tista prava in ni šla nobena, kar nekako nisem mogla. No, toliko je dela, a veste, res ni hec. 500 dogodkov skoraj, kakšno leto 400, kakšno 500, pa si jih malo podelih razdelite, jih je kar veliko, res. Ali organiziraš, ali pridejo. Tako da včasih sem se spomnila, nekdo mi je enkrat povedal za eno zgodbo, vic, bomo rekli, da je en star jugoslovanski politik, ne bom povedala imena, stal pri letalu, pa je rekel, da li ja odlazim ili neko dolazim. Tako da
v hecu tudi jaz tajnici rečem, a jaz grem ali kdo k nam pride, pa reče, so že tam v sobi. Tako da, gledajte, pestro, res. Ko bom naredila en uvod v naslednji sklop vprašanj, poklicno soočena z nasiljem v družini, zlorabo otrok in torej z najtemnejšimi platmi našega življenja, ste se vsem tem spoprijeli tudi kot človek, ki sicer verjame v pravično kaznovanje storilcev najhujših kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, a tudi ve, da žrtve potrebujejo še kaj več, zaščite in vsestransko pomoč. To pa je tisto več, kar vas kot nekdanjo tožilko loči od Vlaste Nussdorfer, humanistke, ženske, ki svoje poklicne izkušnje spreminja v poslanstvo dobrega in lepšega. Zadnja leta, kot ste tudi že sami omenili, v vlogi varuhinje človekovih pravic. Sicer pa ste se tudi zato pred 15 leti odločili, da na pobudo Društva državnih tožilcev Slovenije, kateremu ste takrat predsedovali, ustanovite Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki je, kot je povedal že tudi župan, od letošnjega poletja naprej ob petkih od 10. do predvidoma 15. ure za svetovanje na voljo tudi našim občanom potrebnim pomoči. Torej, kako vam je uspelo in če omenite le nekaj aktivnosti, s katerimi ste poklicne izkušnje spreminjali v poslanstvo, prostovoljno poslanstvo dobrega in lepega. Tukaj mislim na Beli obroč, na Hipokrat, na vse. Da ne pozabim, da pohvalim našo Anito, jaz sem sedaj v mirovanju, sem častna predsednica, sem bila prva, druga pa je bil Drobnič. To se pravi, ko smo ustanovili Beli obroč, sem bila res predsednica društva tožilcev. Bili smo v Avstriji, vse je z namenom pri tožilcih in me je tožilec vpraša, ali imate v Sloveniji Weiße Ring? Sploh nisem razumela. In mi povedal to društvo pri njih, ki se ukvarja s pomočjo žrtvam. Joj, to bi bilo pa zelo lepo, to je bilo spomladi 2-3 in sem ga malo poprašala, kako zgleda, malo aktov poslov, jaz sem kar takoj na društvu tožilcev to predlagala. Eni so trdili, da to toliko ne spada k tožilstvu, drugi so me podprli in tako smo na Miklavža, prav na današnji dan, 2-3, torej 5. decembra, ustanovili v Ljubljani. Datum sem zbrala sama, zato ker se mi je zdelo, da je Miklavž primeren. Datum prinaša darila, ljudem je prvi od 3 dobrih mož, december je lep mesec. No in tako je res nastal Beli obroč, kjer sem pa lahko pomagala drugače. Kot tožilka ne moreš pomagati direktno žrtvi, pomagaš ji na ta način, recimo, da je storilec nasilja obsojen, s tem sem se res dolgo ukvarjala, ampak jaz sem videla, da so žrtve nebogljene, mnoge sploh ne vedo, kaj se mi je zgodilo, veliko je bilo zamolčanih zgodb. No in zato sem potem, ker ni bilo prav nobenih sredstev, tista skromna članarina, 300 šilingov so prinesli Avstrijci kot botri in to je bil prvi denar in edini. In naša računovodkinja, ki je bila volonterka, je rekla, kaj bomo mi s tem denarjem, kako bomo mi pomagali. Tam je pisala finančna pomoč, pravna pomoč, psihološka. Vsega psihološko bo že kdo nudil, pravno bom jaz, ampak finančno, to pa ne. No in reče, s tem ne bomo dolgo preživeli in potem še par članarin pobere, tudi članov ni bilo velika, veste, na začetku. In potem sem bila jaz na enem dogodku, kjer so, to je bilo leta 2005, 2004 smo preživeli ob ustanavljanju, 2. decembra 2003 smo se ustanovili, 2004 smo tipali, kaj bi delali, nič denarja, nič kaj prostorov, sploh smo se selili od enega v drug prostor. No in potem sem bila na enem dogodku, kako je to pomembno, na enem izidu knjige o leukemiji in o teh boleznih raku. No in tam je bila moja prijateljica in potem je bila ena Marija Vegel-Pirc, ki je rekla, še zdaj zelo aktivna na tem področju, je rekla, ja, vi ste pa enkrat rekli, da boste knjigo napisali in mi je dala kar en blog. Še zdaj vem, da je bil tak živo roza
in je rekla, dajte pisati. Bilo je poletje in jaz sem takrat začela pisati. In to knjigo Naše deklice z žigalicami, ki je išla točno na današnji dan, leta 2005, torej 5. decembra 2005 so išle te deklice in ker so se zelo dobro prodajale, smo dobili denar za pomoč žrtvam. Potem so pa kar kapljali, veste, projekti, donatorji, ampak zelo veliko dela je bilo res. Zdaj sem vesela, da ima v Konicah tudi možnost obiskati ob petkih očitno Beli obroč. So pridno dekle, ki prihaja iz Rogaške, sem aktivna je in v Celju, Velenju. Tako da jaz sem takrat ustanovila še eno večkanal noto v Velenju, pa v Piranu, zdaj v Kopru. Potem sem pa seveda kot varuhinja prenehala s tem, ker še ne bi mi očitali, da favoriziram svoje društvo, veste. Naenkrat je bilo toliko društev, toliko vsega, se kar ne moram prenehati, to ne sme in sem s tistim dnem odstopila kot predsednica, prepustila drugim. No in sedaj so to samo še prijetni in lepi spomini. Res pa, da sem potem pomagala tudi, ko sem bila kandidatka za Slovenko leta in je postala Irena Grafenauer Slovenka leta, tudi s težko boleznijo levkemijo. Takrat sem pa začela zbirati donatorje kostnega mozga, se vpisala v ta seznam, pa sem bila malo prestara za seznam, ampak so bili drugi. Nabrali smo 10.000 potencialnih donatorjev. Napisala sem tudi knjigo, ker je bilo treba plačevati te preiskave, vrednote na odru življenja in preko Rdečega križa, tam smo imeli sklad Hipokrat, se je zbralo veliko denarja, ki je šel na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer so plačevali preiskave tega odzema kostnega mozga, torej za te potencialne darovalce. Tako da, gledajte, kar aktiven si, povsod nekaj vidiš, nekaj napišeš, pa gre. So potem prišla v to društvo, za številnimi akcijami. Smo podelili, mislim, da smo preko 500.000 evrov razdelili. Smo imeli komisijo, vsak mesec je zasedala, žrtve so pač morale dokazati, da so žrtve nasilja dobile. Jaz sem odgovorila na 5.000 mailov letno. Ne vem, kako sem zmogla, zdaj ne bi toliko. Zdaj vidite, že drugi zame delajo doma. Medtem, ki sem jaz tukaj, oni pišejo v Ljubljani. Pred zadnjim delom najnega pogovora predlagam za kratek glasbeni predaj.
skladbe, ki smo jo pravkar slišali, sem vas prvič srečala in z vami govorila nekje 10 let nazaj, ko ste bili naša gostja v knjižnici v Domu kulture Slovenske Konjice. Takrat ste predstavljali vašo knjigo Naše deklice z vžigalicami, eno od mnogih, ki ste jih napisali. In še danes se spominjam zgodb, ki ste jih pripovedovali in občutka groze, krivice, nekakšne nemoči ob zaključku večera. Vas lahko vseeno prosim za eno izmed zgodb, ki ste jo zapisali v knjigi in ima morda danes srečen konec. Zanimivo vprašanje, res. Hotela sem vmes reči, če ste bili takrat dijakinja, ker ste se zvedeli pred 10 leti, se zamisliš in rečeš, a 10 let je že. Jaz spominjam se res Konjic, lepo je bilo. Ja, te zgodbe so vse resnične, samo sem se trudila, da sem jih malo spremenila, da se kdo ne bi prepoznal. Vsi veste, nihče ne bi rad sebe videl v knjigi, ki jo vsi berejo, pa če bi še kdo ga prepoznal. Tako da sem imena spremenjala, kakšne podrobnosti. Pa čeprav je marsikdo rekel, najdem se v več vaših zgodbah, to je huje. Ena od zgodb, to so te deklice, ki imajo recimo nesrečno otroštvo, nasilje, tudi mati misli, da vzgaja prav, vendar ne vzgaja, sama je bila recimo vzgojena tako, tudi z nasiljem in potem misli, kako naučiti otroka, da prepoveš vse in da potem ne zaide na kriva pota, ne pretijo v nevarnosti. No in recimo, da bi bila lahko ena od teh zgodbic, malih deklic, ko je njena mamica, ki sem jo spremljala, otroka ni vedela, kako naučiti nevarnosti v stanovanju. Punčka je imela nekaj let in kaj je naredila? Njeno rokico je dala na električno kuhalno ploščo, ki je bila prižgana in je rekla, vidiš, kako se opečeš. In imela je tudi ribica opeklino. To deklico smo nekaj časa njeno mamo spremljali. Bilo je kar hudo, dobila sem tudi postopek to mamico, ampak sem razmišljala, kaj pravzaprav takemu človeku, ki je sam vzgojen z nasiljem, povedati, da se bo spremenil. Ker ona je mislila, da je to, kar dela prav, zato ker otrok potem bo previden. Res, če bi šli v kazenski postopek, lahko bi se ugotovila celo kakšna njena neprištevnost, ne naklep, zato ker je želela dobro, pa se je izkazalo, da je rokica malo prehitro na to ploščo prišla. Če jo je pretepla, je imela vedno občutek, da je punčka nekaj hudega naredila in ker so njo tudi tepli in je rekla, pa sem postala poštena ženska. Skratka, kup vprašanj. No in takrat sem, to je bilo kar nekaj takih primerov, predvsem mamic, no, s punčkami in fantki, odložila pregon, čeprav ni bil uradno še takrat, zdaj je to možno, čisto v zakonu imamo, in to mamo poklicala k sebi in ji rekla, poglejte, gospa, vi vzgajate povsem napačno. Postopek bi sicer lahko trajal 2-3 leta, dobila bi pomoč odvetnika, punčka pa medtem lahko bi jo odvzeli, vprašanje, kako bi se pol odvijala. Vse, ko vi morate v svetovanje, vam je treba pomagati, tudi vam, da vidite, spoznate, da to ni vzgoja. In je bila pripravljena in ko je šla punčka v šolo, so mi celo sporočili, da bolj skrbne mamice ne poznajo. Da se je popolnoma spremenila, uvidela, da je to narobe, postopek najbrž na njo niti ne bi tako vplival, če bi šla s pogojno sodišča, jo ne bi razumela, prišla bi prepozno, otroka bi vzeli. Potem je seveda ta punčka bila zelo pridna v šoli. Edino, kar me je naučila, je to, da vedno delavcem šol povem, da če tak otrok teka za učitelja, učiteljico, če želi nekaj povedati, si vzemi čas. Ker mi je rekla, nikoli zame učiteljice niso imele časa. Videle so mojo mamo, mene, bože, drugice si pridna. No in tako je
je rasla, bila zelo, zelo brihtna punca. No in potem pri 18 letih me je klicala njena mama, da je zbežala od doma, da so jo tudi, da trgujejo z njo, jaz sem to preverjala in ni bilo res. Mami se je malo zdravstveno stanje poslabšalo, tudi psihično, in punčka je uvidela, da je najbolje, da živi sama izven tega doma, ker je bila tudi velika revščina. No in potem smo ji pomagali na Belem obroču, dobila je štipendijo, takrat so se ravno ponujala, mislim, na Mercatorjeve. Potem tudi drugače smo ji na vse načine pomagali. In nekega dne je to dekle diplomiralo na težki fakulteti v Ljubljani in me je povabila na diplomo. Bila sem edina na njenem zagovoru. In takrat sem pomislila, kaj vse naredijo družine, ko otroci diplomirajo. Slavje, kosilo izven, darila. Zdaj dobiš že darila, ki grejo v vrtec, veste, da praznujejo 4-letniki že v šotorih in ne vem kje. Ona nič nikogar. Prinesla sem ji šopek, prinesla sem ji eno svojo knjigo, ne to je že poznala, eno lepšo, no in potem sva se usedli in klepetali in je rekla, veste, tako sem ponosna. Danes imam izobrazbo, ki je nima cela moja družina, prišli so iz Velike Kladuše, oče jih je pustil, nikoli plačeval preživnine, vsi imajo, je rekla, 2 ali pa 3 razrede osnovne šole, jaz imam ljubljansko fakulteto. Tudi na diplomi je bilo posebno, so ti profesori gledali, kaj je zdaj to, nobene družine, nobenega šampanca, veste, prinesejo starši, zakaj sem tam, najbrž so si mislili nekaj podobnega, ne? No in še sedaj se občasno druživa, poročila se je, ima otroke, bila je tako strašno pridna, da je tudi službo dobila, tako da me je skozi obveščala. Mami se je precej poslabšalo, je tudi dosti na psihiatriji, očeta ni nikoli videla, medtem je umrl, ima še enega brata, ki se težko preživlja in tudi v Sloveniji ima svoje probleme in družino, ampak je uspela. In poglejte, to je zgodba z lepim koncem. Težka, a lepa. Ena lepa zgodba za zaključek tega srečanja. Spoštovana gospa Vlasta Nussdorfer, s svojimi dejanji, svojim življenjem, ki ga živite, ste izpisali biografijo ženske, ki želi nesrečo spremeniti v srečo, sovraštvo v ljubezen in grdo v nekaj lepega in plemenitega. Z današnjim pogovorom z vami se vam želimo zahvaliti, vam pokazati, da poznamo in spremljamo vaše delo in da vaše delo spoštujemo. Iz vsega srca hvala. Naredili toliko dobrega in da smo skupaj na tako lep dan, kot je današnji dan, ko obeležujemo prostovoljstva. In lepše mi je tukaj, kot bi mi bilo na katerikoli rdeči preprogi, pri kateremkoli drugem dogodku, zato tako rada prihajam. Vaš kraj ni majhen, ampak v kraje izven Ljubljane vedno srečaš veliko prijaznih, dobrih ljudi, tudi kakšno sporočilo odneseš. Vsak dogodek je pomemben za rast človeka. Tako da hvala in tudi vam za tako prijeten pogovor. Spoštovana gospa varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, tudi z moje strani in verjamem v imenu vseh prisotnih, iskrena hvala, da ste obogatili današnji dan, da s temi spoznanji, s temi vašimi besedami odhajamo notranje bogatejši, tudi da ponesemo optimizem vsem tistim, ki ga res potrebujejo, v spomin
na naše druženje. Tudi jaz se spomnim, da smo pred 9 leti se prvi srečali, takrat, ko smo postavili, ko nič ne dobro vedo, kaj bom rekel, žensko na konja v konicah. In še kasneje, da smo se srečevali in želim, da vas spomin na današnje srečanje, vsa naša srečanja vam poklanjamo tole knjigo z takim pomenljivim naslovom. Tako kot so ljudje pomembni, dragoceni, imamo tudi dragocenosti starih mestnih jeder, slovenskih starih mestnih jeder, med njimi je opisano in fotografirano tudi Konjiški stari trg. Hvala vam lepa. Hvala pa tudi vam, spoštovani, dragi prostovoljci, za opravljeno delo v naši lokalni skupnosti in naj bodo pretekla leta na področju prostovoljstva vzor prihajajočemu 2019. Srečno vsem!